še enkrat lep pozdrav. Nadaljujemo s predstavitvami tekmovalnih filmov tretjega dne 28. festivala slovenskega filma. In sicer je tokrat na vrsti kratki igrani film dolgega naslova. Berem. Smrt, uvod za začetnike, priročnik s predpisi, normativi in uporabnimi namigi, tretja dopolnjena izdaja. Režiser je bil Martin Horvat, z mano pa se poleg režiserja na mojem čisto ob meni imamo še Darja Šuman, je bil producent, in pa Klara Kuk je bila igralka v filmu. Lep pozdrav vsem. Kako si prišel sploh na idejo? Jaz sem najprej pomislil, da morda ti je sama ideja prišla iz, oziroma ta navdih za zgodbo ob branju nekega stripa. Ampak včeraj si nekako rekel, da ne, da mogoče lih obratno, da najprej si razmišljal o tem, da bi to nastal strip, ampak potem si se pa lotil filma. Namreč, zdela se mi je res bizarna, ampak hkrati neverjetno dodelana zgodba. Pa me zanima malo, kako si začel v tej smeri razmišljati, no? Hvala za ta lep kompliment, da je bizarna zgodba. Se mi zdi, da mi največ pomeni. Pravzaprav je nastanek te zgodbe dolg nekih 5 let, ker sem jaz imel, težko govorim o tem, kje hodi ideja, ne? To je nekaj, kar je pač, kot si včeraj sam vprašal, a je to postalo po navdihu iz kakega stripa, ne, pač res je to nekaj, kar pač sem jaz si namislil. Ampak jaz sem takrat že nekih 5 let nazaj eno precej daljšo zgodbo napisal, ki je pravzaprav bi terjala celovečerc. In zato ta šala včeraj, da sem dobil domačo nalogo, da je treba najprej kratki film posnet, zato da pravzaprav na nek način preverimo, kako ta zgodba stoji, kako drži, na kakšen način jo lahko posnamemo, a je to ta prav prijem. In se strinjam s tem, kar si že včeraj in danes omenil, ko sem jaz tisti scenarij napisal, pa je nekako tako se zdelo, da morda ne bo tako enostavno tega posnet kot film, sem začel razmišljati o idejah, saj morda se da pa to izdati kot strip, morda celo kot neko malo knjigico. Sedaj, jaz sem bolj mislil v tej smeri, veš, zgodba sama se mi zdi res zelo dodelana, to moram priznati, in to res čestitam vam za to. Od začetka do konca se mi zdi, da pelje pač v eni ideji, v eno smer in nima nobenih odvodov, ne nič. In se mi je zdelo pa hkrati, da sem prepoznal, se jaz ne vem, morda se motim, veliko nekih virov drugod izven samega vašega filma, se pravi pri nekih drugih filmih, stripih, ampak se pravi, nisem prepričan, da so to res neki viri, pač neke ideje, ki si jih pobiral od drugod, ali je to dejansko vse na tvojem zelniku zraslo, recimo? Ne, jaz niti slučajno si ne morem zaslug lastiti za pač to, kako ta zadeva zgleda, ker absolutno kakorkoli, ne, se pravi, čeprav razumem, zgleda, kot da so neke reference od nekje drugod pobrane, to je pač nič od tega ni bilo načrtno, očitno sem pa jaz toliko enih teh stvari videl v življenju, toliko so se mi usedle, da je to pač, karkoli je referenco, zelo spontano. Nič ni bilo načrtnega, no. Razen tega, da pač seveda, ko sem ta prvič napisal ta prvi scenarij, da sem ga pičal kot 7. pečat, kjer je smrt ženska. Mislim, Bergmana. Tako. Dobro. Absolutno so neke reference, ampak tudi sam ne vem zares zanje. Sej tako deluje, ker ni nobene očitne zelo, da bi rekel, pač ja, to vem, prihaja od tukaj do tukaj, ampak se mi zdi, da je ena zbirka pač teh idej, ki jih je film ponudil skozi svojo zgodovino, no, na ta način v bistvu. In zato sem se spraševal, če imaš pa morda res kakšno referenco, ki si jo konkretno imel, da si se pač na njo oprl, no, v tem smislu. Tudi jaz se isto sprašujem. Nimam odgovora. Mogoče... Ja, si Darja, se misli vprašati, kako se, točno to je, kako se producent počuti, ko pride nekdo s tako idejo, no? Ker ideja je res nenavadna, odstopa od ostalih, veš, uprizoriti smrt, kaj zdaj to pomeni, no? Ok, prva reakcija, torej, jaz sem najprej bral celovečerca, preden smo se odločili, da gremo delati kratek film, ki je v bistvu neke vrste prequel zgodba, oziroma v istem svetu se dogaja kot celovečerc.
Prva reakcija je bila ta, da sem se smejal po moje cel scenarij, kar je v bistvu kar redka stvar, da od začetka do konca zadeva drži. Zelo je napisan na nek poseben način, ker je prvoosebni, torej ni običajno, da so scenariji na ta način postavljeni in v bistvu, ko padeš not, te potegne not in v bistvu raziskovanje smrti jaz vidim bolj kot z lahkotnega smisla v tem primeru, tako da ni te teže nikjer čutiti, ne v celovečercu, ne v kratkem, tako da jaz sem videl predvsem potencial za dobro komedijo pri celovečercu in ok, gremo še narediti še kratko verzijo tega. Klara, kako si pa ti? Mislim, v scenariju vredno, ko si prebirala te podobe, ni bila lih tako neka vloga, za katero bi rekla, prideš ven skuštrana z masko za razmazano. Mislim, verjetno ni neke podobe, ki si jo igralka želi, kot s katero nastopi, recimo vstopi v film. Se ne mislim, da si zdaj prvič vstopila v film, ampak je nastavilo. V bistvu mene je tukaj pri tem filmu najbolj pritegnil, pač dobila sem scenarij za prebrati in se mi zdel zelo duhovit. Pa ja, točno to, zelo malkrat so priložnosti igrati nekaj tazga, nekaj, kar toliko odstopa od vsega, je bizarno. In ja, to me je privlačilo, sem razmišljala, kako se lahko malo poigram tukaj. In mislim, da je bilo res ful velikega užitka vpletenega v delanje tega filma zame. No? Sploh s tem, kaj pomeni biti smrt, se globlje pač nisem spraševala, ker tukaj tudi ni bilo prostora za to, se mi zdi. Ampak ja, je bilo pa pač v bistvu tako, kako, predvsem me je zanimalo tehnično, kako bi to, ful sem v tehnično razmišljala, kako bo ta film izpadel. Ja, ker tako, ko sem brala scenarij, sem tako, ok, razumem, kam gre, zanimiva je zgodba, ampak kako je to izvedljivo. In me je ful tako iz nekega čiste... Se to zahodim tudi vprašati, ker dejansko ta prizor, ko poskušaš ti se vrči z balkona, ti si se mi zdaj tehnično zelo dobro, domiselno izpeljan. Se pravi, pokažeš samo moment, ko ona gre preko balkona in potem ne kažeš padca, ne kažeš to, ko se raztreši na tla, ampak samo ko leži na tleh. Tako da, dajte tudi to malo povedati, koliko so te priprave recimo trajale na samo snemanje? Je bilo to zapleteno, pojasniti, recimo njemu, da ti je pojasnil, kakšna moraš biti kot smrt? Pa v bistvu smo to tako, se mi zdi nekako, Martina, ko me popraviš, ampak smo to skozi vaje skupaj razvijali. Se mi zdi, jaz in Tamara so imeli kar nekaj vprašanj in idej. Tako da sva skozi spraševali, kako bi pa to, kako to. Ja, no, v bistvu pač čez priprave, pa z vajami je vse nekako skupaj nastajalo. Ja, ta prizor, ta scena, z balkona skočim, to je bilo meni recimo en teh najbolj zabavnih momentov, kako posneti take stvari. Ja, ker se pač... Ampak kaj, to ste imeli, to si bil v prvem nadstropju oziroma prekličil? Štuk in za me je bilo strašljivo. Vsi so se tako bali, da bom padla. Jaz sem pa ful pogumno greva. Spravi, nek odr je bil spodaj. Ko smo pa dejansko to snemali, smo pa snemali v studiu, zadnji je bil maketa, screen in pač replika te ograje, tako da pravzaprav Klara je skočila čez ograjo na Pavštar. En slab meter. Koliko ste dejansko imeli priprav pred samim snemanjem? Koliko časa je snimalo, trajalo samo snemanje? Ja, priprav je bilo to kot vedno, premalo. Čeprav smo se kar nekaj časa na vajah dobivali, smo preberali scenarij, smo tudi skupaj s Klaro in Tamaro in Matevžem, ko smo brali tekst, ko smo vadili, je skozi to obdobje še vedno sem jaz sproti ves čas tudi prepisoval in še vedno nove verzije scenarija pisal. Potem smo imeli pa pravzaprav to srečo, da sta snemalni lokaciji, prva je moje stanovanje, kjer živim, druga je pisarna, ki sem jo v tistem obdobju najemal, tako da smo imeli to srečo, da smo lahko pravzaprav na sami lokaciji vadili, tako da smo pravzaprav ne samo brali tekst in se
na ta način vadili, ampak smo dejansko tudi lahko malo mizenscensko poskusili, kako bi kje kdo bil. Tako da to nam je definitivno olajšalo, vsaj za tiste en dan, te priprave. Sicer pa, kaj, 3,5 snemalni dnevi so bili. 3,5 snemalni, Samo, ja. Pa še za 10 minut filma smo v montaži ven vrnili. No, se to me zanima tudi, ja, kako se je v montaži potem spremenila zadeva. Ne? Mislim, si posegal ali si imel že tako jasno idejo razgrajeno, da si v bistvu samo sledil scenariju? Težko je, sem zdaj ugotovil, ker jaz na tak način pišem, da je zelo težko kaj ven vršti. Verjetno to je razlog, ti pravim, da je taka sklenjena, zelo strukturalna. Ampak je, precej stvari je šlo ven iz filma, precej enega dialoga, ki je ustavil zgodbo, ki je bil nepotreben, kjer so se stvari ponavljale, mestoma tudi zaradi tehničnih razlogov je bilo treba kaj ven vreči, ampak je tako, da pač ne, vzameš eno repliko ven in se potem domine začnejo poderati in je treba vseeno okrog še 10 drugih replik ven vreči. Tako da ja, ne pretiravam, mislim, da za 10 minut materijala je v montaži ven letel, ampak mislim, da na račun tega, da je film zdaj res veliko bolj kompakten in bi si upam reči boljši. Ne, to definitivno deluje. Mislim, to sem že na samem začetku povedal. Kje pa vidiš nekako zdaj ta nadaljno življenje, recimo, no, pač tega filma? Je to v nekem festivalskem okviru, je to morda celo v kinodvoranah? Festivali za začetek, seveda. Po moje gremo na televizijo. Pa ste že poskušali s prijavami za kakšne festivale, ste že bili? Smo že začeli, ja. Smo se želeli najprej premiere tu, potem pa naprej. Naprej še, mednarodno. Dobesedno smo lovili deadline za FSF, to nam je uspelo, tako da zdaj, ko je film zaključen, pa s prijavami. Še ostale stvari. Naprej začenjamo. Super. Kakšno vprašanje morda? Ura, ja. Žal, se upravičujem, najlepša hvala ekipi filma Smrt oziroma Uvod za začetnike. Hvala.